Dober dan. Koalicijo sestavljajo faktorji, ki so dobili večino na parlamentarnih volitvah. V petek postavljajo zakonodajno oblast nam na novo s predsednikom, pa morda še s kakšnim organom. A si zadovoljen s procesom? Najprej te lepo pozdravljam, ker si se vrnil z dopusta, pa jaz še nisem šel na dopusta, ker so najavili, da se bo šele septembra oglasila, pa so vam malo poranila. Ja, lej, situacija je resna. Situacija je resna, tako da ne bi bila vreme pa slabo. Izpraznen tako kot sedež, kot škofijski sedež. Kar bo mogla nekaj reči, danes je obletnica. Se bo vrnila na problem. Se bo k temu vrnila, zdaj se pa strinjam, da je najpomembnejša tema pravzaprav koalicija in obrisi se že kažejo, da Desus očitno bo v koaliciji, da ne bo ostal zunaj, da očitno Združena levica bo zunaj, ne gre noter, da očitno SDS bo zunaj, ne gre noter. Nova Slovenija še ostaja odprta. Ostale so pa spremenljivke, ki se utegnejo skristalizirati. Pa še ena spremenljivka je, ki je verjetno tudi predmet pogajalskih preigravanj, to pa je mesto komisarja. Toliko veva. Ampak imava pa opravka z najbolj vsestransko osebnostjo spet. To je s Karlom Erjavcem, ki se vidi v komisiji, v parlamentu in verjetno še na kakšnem ministrstvu. Ja, se to smo vedeli. Mislim, Karl Erjavec je pač... Je vsestranski. Karierist je, tak brezskrupulozen karierist. Je vsestranski. Rečemo, da je vsestranski, vsestrankarski. Tudi, ki je dobil položnico stranke, katere član ni bil, je plačal članarino. Ki je rekel, da on je urejen človek, če dobi položnico, plača. Je pa res, da se je za kratek čas vpisal nekoč v LDS. Tisto, kar me ta trenutek skrbi, ni toliko, kako bodo, ali sploh bodo sestavili koalicijo, ker je nemogoče, da je ne bi, ampak to, da se v tem malem karierističnem cunamiju, ki smo mu priča, začenja pač zamegljevati, zakaj ta vlada sploh, oziroma zakaj te volitve sploh so bile, zakaj ta vlada sploh bo nastala, kaj ljudi od nje pričakuje in konec koncev, kaj Slovenija potrebuje. To je, se mi zdi... 3 točke ti dam, da jih poveš. Prvo, kar je, kot oba dva dobro veva, so te predčasne volitve nastale zaradi tega, ker v to so pripeljala neka huda politična kriza, kar pomeni, da moramo imeti stran od politične krize. Drugo, kar je država praktično pred finančnim razsulom, kar pomeni, da se je treba orientirati v dolgoročno umiritev političnega in pa seveda gospodarsko-finančnega sistema, kar pomeni, da morajo koalicijske točke odražati to realnost. In tretja stvar, kar je pa tisto, kar se mi zdi pa najbolj pomembno, saj v smislu dolgoročnosti, je to, da ta vlada umiri histerijo okrog izbrisevanja srednjega sloja in pa socialne države. Se pravi, to, kar smo zdaj videli pri programskih točkah za pogajanje v koaliciji, se si prebral, Ja. Si prebral. Kaj si v tem misliš? Kaj si v tem mislim? Zdaj tako, jaz sem prvih 30 strani bral po diagonali, pa sem pogrešal detajle, potem sem jih pa na zadnjih 20 straneh vse nekaj najdel. Mogoče jih je malo. Je bilo 30 strani? Je bilo 30 strani? Ne, 50. Je bilo? Ja. Ampak tako, detajlov je malo. Je relativno veliko oziroma preveč leporečja. Takih oprijemljivih reči bi jih rajš videl več. Kaj so pa prioritete? Pa iz tega v resnici težko razberem. Je dobro, pač vladavina prava, pravna država, pozdravljam, da je to našteto med prioritetami. Ampak iz tega, da dajmo to v ospredje koalicijske pogodbe, čakal še bolj detaljne ukrepe. Eden je specializirana
sodišča, specializirana sodišča, zdaj imamo specializirano tožilstvo, smo dobili, ne, v preteklosti. Specializirano policijo smo dobili, ne, specializirano sodišče, ki bo vešče nekih kompliciranih gospodarskih malverzacij, ne, to je ukrep, ki je pravi, ne, ampak več takih ne, bi z veseljem prebral. Ja, za kar strinjam. Se pravi, imam vtis, da je tisto, kar zdaj nastaja, še zmeraj nekakšna predvolilna manira splošnega izražanja in pri ljudeh vzbuja vprašanje, ali za tem pride prava stvar, ali bo pri tem obstal. Kritiki so se seveda na veliko že spravili na to, da česa drugega ta vlada in ta mandatar niti ne bo sposoben. Ne. Jaz se osebno ne bi na ta način izražal, vse dokler ne bi videl, da je to res. Ne. To se pravi, še zmeraj je zadost pač časa, da pove svoje. Ne. Me pa skrbi pač ta prvi refleks, karieristični refleks, ne, ko vidiš spet, da se praktično vsi potencialni pridobitniki, ne, nabirajo okrog te sklede nove oblastne kot muha okrog medu. Ne. In to je izredno moteča stvar. To sicer ne govori proti verjetnemu mandatarju, govori pa o če tako rečem, fenomenologiji trenutka, ne, ki je vedno enak, vedno na enak način se izraža. In to definitivno odvrača fokus od pravih stvari, ne, v tem trenutku. Te pa so? Ja, se veva, kaj je. Ne. Zaprav, mislim, da je treba v teh splošnih smernicah, ki si jih povedal, je na vsak način pohvalno to, da ne spregleda zdaj po volitvah to, kar je bilo pred volitvami tudi rečeno in v mnogih programih v glavnem izpuščeno, to, da je treba prevetriti zdravstvo v smislu protikorupcijskih dejanj. Ne. V smislu optimalizacije nekih naročil, v katerih se izgubljajo milijoni, da ne rečemo desetine milijonov in niso v korist našemu splošnemu zdravstvu. Ne. Da je treba stvari pač optimalizirati, javna naročila in tako naprej urediti in tudi rešiti problem zavarovalnic, ki na nek način kujejo dobičke, namesto da bi vračali dobičke nazaj v sistem. To je vse pozitivno. Imamo pa izredno pomembno odprto vprašanje in to je vprašanje dolgov, ki so se nakopičili. Se pravi, ali bo kdo dal na mizo popolnoma natančno tloris ali pa pojasnilo dogajanja v zadnjem letu, kar pomeni, kakšna je struktura dolgov, kako jih bomo odplačevali, kakšna je nevarnost, kako bomo delali z strukturnimi reformami, v kakšni dinamiki. To se mi zdi, da je nekaj, kar manjka. Ne. Ja, zdaj tako, ne, da zdaj, koalicijske pogodbe se itak potem podpisuje ponavadi, ko je tik pred oblikovanjem vlade. Ne, in pač zadnje dejanje koalicijskih pogodb je, ne, da se imena našteje noter. Ne. In pač glede na to, da je pri nas politika zelo personificirana, ne, ja. Je koalicijska pogodba itak sestavljena z dveh delov, ne, načela, ne, približno se jih bomo držali, ne, pa imena. Ne. Tako, ja. In zdaj, tako kot jaz razumem, ne, v tej točki smo od imen še relativno zelo daleč, ne, sicer določena imena se pojavljajo zelo približno, ne, za določene funkcije. Hkrati pa je to ena od tistih stvari, ki jih jaz osebno najbolj nestrpno pričakujem. Ne. Zakaj? Ne? Če gremo gledati zakonodajno oblast od leta 1992 do danes, ne, je na teh volitvah se zgodilo to, da je največji delež novih ljudi noter prišel. Ne. Največji delež. Ne. Se pravi, delež staroselcev, ki ostanejo v parlamentu, je bistveno nižji od prejšnjih volilnih rund, ko je približno polovica poslancev ali pa celo več ostala. Ne. Zdaj jih je pa ostalo kaj 28, številko si mi celo ti omenil, ne, koliko jih je ostalo. Ne.
se bo isto zgodilo tudi z vlado. Ne? Ali bomo v letu 2014 dobili pravzaprav nekaj, čemur bi jaz rekel menjavo politične elite. Mi smo imeli menjavo politične elite tako radikalno leta 90, ne? Ko je približno 15-20% staroselcev ostalo, 80% jih je prišlo na novo. Nekaj podobnega se dogaja letos, kar pomeni, da približno po 25 letih se ena zgodba poslavlja in prihaja druga. Povedam malo drugače, osamosvojitelji grejo. Ne? Ja, glej, jaz upam, da bodo razmišljali o teh simbolnih sporočilih, ki so jih pač volilci dali. Recimo, če bi za predsednika parlamenta dobili nekega ne staro, ampak staroselca, še iz socialističnih časov. Ja, bi bilo to čudno sporočilo. Ja, to je bilo ker ljudje si verjetno niso predstavljali tako, da se bodo pač te elite menjale za nazaj, tako vzvratno, retrovizorično. Ja. To ne bi šlo, to je sigurno in to je ena stvar. Druga stvar je pa to, kako bo verjetni mandatar Cerar šival koalicijo, da bi izgledala mavrično oziroma da bi izgledala pluralno. To je zdaj spet tista ambivalentna slika. Se ti zdi to dobro ali slabo, da proba mavrično narediti? To se mi zdi po eni strani izrazito dobro, predvsem zaradi tega, ker poskuša pokazati inkluzivnost. Po drugi strani se po Sloveniji in sploh v življenju izkazuje, da vsako stvar lahko narediš tako, da zgleda dobro, pa je izrazito slaba in obratno. To se pravi, da zgleda izrazito slabo, pa je izrazito dobra. Vse je možno, se pravi, ti obrati so mogoči. Zakaj gre? Recimo, kot sva že diskutirala, jaz v tem začetku tega mandata izrazito opazujem SLS, NSI pa Združeno levico. Združena levica je v svojih prvih nastopih po svojem predstavniku Mescu, saj tako kot sem ga po televiziji slišal, upravičila svoj program na ta način, da je preprosto rekla, ne gremo zraven, ne izpolnijo teh in teh točk, da spoštujemo pa to, da v trenutku, ko bo nekaj narobe, lahko podamo predloge in bomo bodi si slišani, bodi si ne bomo slišani, da se vzpostavlja neki inštitut. Skratka, Združena levica igra vlogo, kakor jo je obljubila. Druga točka. SLS ne morem reči, ker je preprosto izpadla in bo trajalo zelo dolgo časa, da bodo poskušali narediti neko inovacijo. Glede tega sem seveda skeptičen, tako kot sem pri Novi Sloveniji rekel, da sem skeptičen. Nova Slovenija je prišla noter in zdaj se ona pogovarja za vstop v vladno koalicijo. In prve reakcije, ki jih pokaže, tako se začnejo pogovarjati, a veš, in prva reakcija Tonina je bila, da je program popolno razočaran in popolnoma zanič. To je majhen bombastičen pristop za pogovarjati se, kam greš. Skratka, kako ne rečem, v starih manirah, SDS-ovskih manirah. Ja, samo njegovo to je za nič, je bilo časovno zelo sinhronizirano s tem, da je pa predsednica stranke pa rekla, dajmo se še pogovarjati. Ja, ampak o tem govorim, to se pravi, gre za taktiko, očitno, ki je v bistvu iz stare zaveze. Se pravi, z nečem, ki ti ne izgrajuješ pozitivnega programa, pa rečeš, jaz hočem, da se to in to naredi, ampak greš za neko bombastično taktiko trženja čim več za sebe. Mislim, čudna logika, ki me je potem seveda napeljala v vprašanje, kaj pa ti ljudje sploh hočejo. Kaj ljudje sploh hočejo, kakšen je pa njihov program. In, a veš, kako ne rečem, potapljanje v njihov program kaže na to, da se na nek način poskušajo vzpostavljati bolj liberalno od Cerarja, ki se ima za sredinsko liberalnega. V smislu neoliberalizma, v smislu tega, da je treba dati kapitalu vso šanso, se bo na koncu zgodila neka zelo čudna zgodba, da NSI štarta na pozicijo kapitala. To se pravi, da bo on varuh kapitala, to, kar je prej v bistvu počel Državljanska lista oziroma kar je prej počel Virant. To je pa majhen zelo zanimiva situacija, predvsem zaradi tega, ker je to stranka, ki bi morala premišljevati prvič to, da se je ta model po krizi, ki je nastopila 2004, popolnoma izpraznil. Ta model, a veš, kapitalu odprimo vsa vrata, obresti ne bodo visoke, zato da se ne bodo kapital preplašil in šel ven in tako naprej. To je prva stvar. Druga stvar pa ravno v tem, da po svojem demokrščanskem poreklu
bi vendar morali premišljati socialna vprašanja v perspektivi prihodnosti na najmanj toliko podoben način, kot to počnejo že sorodne stranke na Zahodu, ne? Ki v bistvu prav v tem trenutku premišljujejo socialne modele zato, da ne bi zmanjševali gospodarske rasti, da ne bi zmanjševali inovacije, da ne bi zmanjševali podjetniške propulzivnosti. Po domače povedan, njihov teren in edini teren, ki je mogoč za njih, je to, da iz tega prostora poskušajo iz starih, zatohlih, kako ne rečem, manir, ker beseda nič ne velja, narediti neke protestantske etike, ki ima vse religiozen potencial, ali Švedska, ali Skandinavija kot taka, ampak hkrati še vedno gradi na inovativnosti in pa na podjetništvu individualni. In tega ne vidim, ne? Vidim pa to, da poskušajo odpreti vrata kapitalu. Ne? In seveda zdaj, če bo misel biti taka stranka taka, ne? Potem Cerar nima z njo kaj početi, potem je vseeno, če ji prehvali, se zahvali in jo pošlje v opozicijo in reče, bodite tam. Ne? Ker ta inkluzivnost bi morala biti ravno v tem, da prinese v politiko prostor inovacije. Nekaj, kar je treba izpeljati ali pa na nov premisliti za prihodnost, ne pa da napake preteklosti se samo selijo iz ene v drugo stranko, nazadnje v Novo Slovenijo. Ne? To bi bilo v bistvu popolnoma. In potem bi se stranka poskušala očiščevati pač na tak način, da iz ene skrajnosti preskoči v drugo skrajnost. Ne? Ti kaj bolj pomembno kadrovsko vprašanje? Kdo bo novi ljubljanski pa mariborski nadškof ali kdo bo predsednik državnega zbora? Ja, zdaj danes je obletnica, ne? Ja. Zdaj se dva škofa vračata, menda, ne? To se pravi, to sta dr. Stres pa dr. Turnšek se vračata v Slovenijo, ne? Ja. Z današnjim dnem. Ja. Ok. Jaz še tem spet vprašal, iskreno povem, a naj se sprenevedam. Ne? Lej, sprenevedi se. Ok. Če se sprenevedam, potem bi rekel, da je to slabo, da ljubljanska škofija nima polnokrvno zapolnjenega sedeža in da je slovenski vrh praktično obglavljen in paraliziran, ker to ne prispeva k družbeni klimi Slovenije. Ne? Zdaj bo pa rekla tako, ne? Dobro je, da je izpraznen zato, ker... Če pa iskreno povem, je pa to, kar ta trenutek... Ker tako po moji oceni, ta izpraznjenost je točka, ki edino omogoča samo refleksijo in to na nekem globjem nivoju... Ti si rekel, da ne se sprenevedam, zdaj mi pa še reči, da ne iskreno povem. Ne, zdaj bom jaz najprej povedal, pa se pa ti z mano strinjal ali pa ne. Prav. Ne? Izpraznjenost omogoča refleksijo, vsaj do neke mere, jaz je pa vidim zelo malo. Ne? Refleksijo, samo refleksijo, če rečem leninistično samokritiko tudi. Ne? Tega sem jaz videl zelo malo, oziroma tako kot vidim in berem dostojanstvenike iz drugega ešalona, ne? Pravzaprav, če jih vprašaš, kaj je šlo narobe, bodo rekli v resnici nič. Malo so nas razmere pustile na cedilu, na te razmere pa nismo mogli vplivati. Ja, s tem se lahko samo strinjam. S tabo. Ja. Zdaj se pa nekaj sprenevedati, pa povej... Kaj v resnici mislim? Ja. Je to, kar si povedal, mislim. Resnica je ta, da je najboljša možna stvar, ki se lahko zgodila slovenski cerkvi, to, da je izpraznen, da je njen vrh izpraznen. Da je na prostoru, ki ga deluje, mislim, da na njo vpliva prostor, ki ga ni, ne, se pravi, prostor, ki je odprt, ko bom rekel, ne. Se pravi, slovenska cerkev je tako potrebna katarze kot nič v Sloveniji, ne. In izhodiščna teza je ta, da se poskuša postavljati na sociološke pozicije in tudi sociološke pozicije dejansko unovčuje, zaseda, po svojem kapilarnem sistemu, ni sposobna zagotoviti niti socialnega, niti sociološkega, niti političnega, niti kulturnega razvoja, sposobna ga je pa blokirati. In to tudi hoče početi. Te volitve so pokazale, da je situacija mnogo slabša, kot sem mislil, da je. Glede na to, kaj so počeli. Ne? Ja. Kar pomeni, da če
tip vodstva namerava priti nazaj na oblast, potem je bolj, da ga še 10 let nimamo. In da je natanko tako, kot je, status quo je mnogo bolj produktiven, kot da bi dobili ponovitev te logike. Ne. Se pravi, poiskati res kakovostno rešitev je bolj pomembna naloga, kot pa poiskati jo hitro. Ne. Čas tle sploh ni pomemben v tem smislu. Ne. Mislim, bi pa, veš, ker glede na to, da gre za piramidalno ustanovo in da se je v bistvu to zažrlo vse, mislim, cel medijski sistem vse bi morali prevetriti, če mene vprašaš. Ker v laičnih medijih je logika avtonomije. Ne. Ja. Tukaj pa ni logika avtonomije, to je piramidalna ustanova, je generalski sistem in se ne morejo delati, da delajo avtonomno, če se je popolnoma jasno, da so vas medijski aparat dali na razpolago poražencu. Ne. Na volitvah. Tako ne. Ja. In pa ne samo to, tudi ideološko so stvari čudno zapeljali, ker gre tudi versko, ne gre preprosto za to, da ljudje, tisti verni ljudje, ki se ne strinjajo z SDS, se lahko zdaj počutijo ne samo diskriminirane, ampak praktično frdamane. Zdaj, če niso volili njega, so pa grešni. Kaj to pomeni frdaman? Ja, da so prekleti, grešni. Ja. Veš, cerkev je šla tukaj na rob herezije, mestoma celo čez. Ljudje, ki niso politično se strinjali z njihovimi ideološkimi pogledi, se lahko zdaj, glede na prakso, počutijo, kot da so grešniki in kot da so... Ampak mi da tako to politiko slovensko spremljava oba dva od leta 90 pa kakšen let prej. Ne? Jaz nimam v spominu, da bi iz Prižnice prišlo tako jasno navodilo ali pa ne samo navodilo, tudi lahko rečemo ukaz, ne? Da če ne narediš tega, potem si grešil. Ne? Pa preverjam, imaš ti enake podatke v spominu? Predvsem je drugo, jaz sem v spominu predvsem drugo vzdušje. Ne? Recimo leta 90-91 se izrekati iz recimo Prižnice ali pa iz verske pozicije in ljudi vzpodbujati k temu, da naj volijo za demokracijo proti nedemokraciji ali pa naj volijo za nove ljudi proti starim ljudem, za katere se ve, kakšne prakse so zastopali. Ja. Da vgraduje skepso do starega sistema, do udbovcev, do vsega tega. To se meni zdi vedno legitimno in se mi še danes zdi legitimno in bi bilo tudi pravilno. Zdaj je pa situacija v toliko drugačna, da se popolnoma jasno ve, kdo je kaj je kdo počel, in se več ne pogovarjamo o tem, a mi imamo sistemsko demokracijo ali nimamo, ampak preprosto vemo, da jo imamo. Preprosto vemo, veš, zakaj gre. Ti ne moreš več danes v eno stranko projicirati mesijanskih pozicij, kar si še leta 90 lahko počel, glede na to. Takrat se je v Mavrično... Svet se je spremenil. Ne, ampak takrat se je itak, veš, neko perspektivo projicirali v neko Mavrično zgodbo, ki je bila sestavljena iz 5 elementov. Prvič, to drugo, kar je, to je bil čas padca Berlinskega zidu, Nelsona Mandele, osvobajanja iz nekih logik, ki so padale po zgodovinskem ključu, tako rekoč. In takrat je bil pozitiven, celo zaželen, bi jaz rekel. Ne. V naslednjem trenutku, v tistem trenutku, ko je pa, veš, in zdaj lahko ugibamo, kdaj se je ta trenutek pojavil, pa ti dam zelo jasen markir. V trenutku, ko je Slovenija prišla v okvir Evropske unije, ki je verificirala, pregledala in odkljukala praktično naš okvir, ne? In je rekla, ta okvir je evropski, ta okvir funkcionira, imate neodvisno sodstvo, imate svobodo govora, imate to, skratka, od tistega trenutka naprej se o tem dejansko ne bi smeli več debatirati. Ne? In potem, veš, da pa v bistvu cerkev, ne samo to, da pač ni bila sposobna narediti dobre sociološke analize, ampak se v bistvu zdaj mestoma kaže, da je šla celo v pogodbo s hudičem, v tem smislu, da je bila za kapital pripravljena narediti politično goljufijo. Ne? Da je bila pripravljena narediti za to, da bi se finančno rešila ali pa da bi si zagotovila neke privilegije. Še zdaj, na volitvah 2014, to pa je za mene res, ampak res problematično. Ne? Ampak ta del je zdaj tako, ne? Kot sem rekel, mislim, da se je s cerkvijo res treba ukvarjati in da o tem ne smemo molčati, preprosto zato, ker je SDS izgubila na volitvah. Se s tem res treba ukvarjati, preprosto zaradi prihodnosti naše države. Ampak osrednji problem te države, zdaj, je pa dejansko to, kakšno politično klimo si bo parlament pač naredil, kakšno vlado bo sestavil in kako. A veš, ker zdaj, če je SDS premagana v teh svojih bolanih in zelo namernih pač zgodbah, ne,
To še ne pomeni, da bo pa zdaj začel se cediti med in mleko in da bo vse v redu. Jaz celo mislim, da ne bo, zaradi tega, ker potem, kako karieristi naskakujejo zgodbo, ne, je veliko razlogov, da nas skrbi. Zelo veliko razlogov. Potem moraš vedeti, da bo svojo veliko šanso kapital si bo poiskal svojo novo tržno nišo. To je kot voda, skozi vsako luknjo bo pricurljal. In če tukaj več kot bo turbulenc, bolj bodo špekulanti cveteli. Ne? In tukaj treba zdaj biti pač na preži in biti pazljiv. Zato, ker veš, tisto, kar je 2004 z Janševo vlado, ko se je kapital zmešal, pa je začel s tisto svojo res noro divjo privatizacijo. To ni bilo nič novega, to je bilo vse že prej nastavljeno, ampak je bilo uokvirjeno. Ne? Je bilo dozirano, potem je izgubilo vsako mero. Ja, pa še so upadli z neko fiktivno rastjo v celi zahodni hemisferi, zaradi česar je bil denar poceni. Tako je. Ne? In to se lahko v hipu ponovi takoj, ko bojo pogoji za to mimo Janše, mimo cerkve. Ker to preprosto živi svoje lastno avtonomno življenje in to je najbolj realna nevarnost. Ne? Zato si mislim, da je ključ slovenske prihodnje politike v tem, da se začne ukvarjati z modelom naše države. Kakšno državo hočemo, saj vemo, kakšna v ustavi je, samo treba se to spet osvežiti in postaviti konkretne prioritete. Se pravi, začeti omejevati pač te karieriste, jim dati nek peskovnik, čez katerega pač ne smejo iti v svoji igri. Ne? Prvič in drugič ne izgubiti izpred oči, da moramo ohraniti Slovenijo kot državo takšna, kakršna bi naj bila po ustavi tudi je, in pa srednji sloj ne pustiti zbrisati. Ne? Dobro, naslednji teden bomo recenzirala novo vodstvo državnega zbora in upajva, da ne bo najslabše. Potem grejo pa res na dopust, saj jaz. Ja. Drži.